Čudovite plaže, divjena jama, 250 sončnih dni na leto. Zakaj bi delali, če lahko počivamo? Vse to je. Na naši 11-dnevni avanturi z 9-mesečnikom smo se na poti proti Črni gori ustavili v številnih krajih in dodobra spoznali utrip tega dela sveta. Prva postojanka je bil naravni park Biokovo, kjer smo se sprehodili po stekleni ploščadi, od koder smo imeli panoramski pogled na Makarsko riviero. Po napornem dnevu nas je čakalo obvezno učenje zoologije pred zasluženim spancem. Ustavili smo se na naši poti, nahajamo se v Bosni z namenom, da si pogledamo slap. Hladna voda v slapu Kravice Žigu ni predstavljala večjih ovir. Midva z Majem smo te 25-metrske slapove, ki se prelivajo preko lehnjaka, raje opazovala oddaleč. Eden od vrhuncev našega potovanja zagotovo. Po obilnem kosilu smo nadaljevali z vožnjo do Črne gore, se nastanili v apartmaju in naredili načrt za naslednji dan. Odločili smo se za obisk mesta Cetinje, ki je dolgo veljalo za najmanjšo evropsko prestolnico. Po drugi svetovni vojni je postalo glavno mesto Črne gore Podgorica, Cetinje pa so ostale kulturno središče z ohranjenim starim mestnim jedrom in številnimi kulturnimi spomeniki. Po kosilu smo se povzpeli na Lovčen in si pogledali mavzolej posvečen velikanu Črne gore, Njegošu. Sledila je panoramska vožnja v Kotor, od koder smo imeli pogled na Kotorski zaliv, ki mu mnogi zmotno pravijo najjužnejši fjord Evrope. Naslednja 2 dni je Črno goro zajelo deževje, zato smo se premetavali po kavču in se na koncu odločili, da obiščemo jamo Lipa. Več kot 6 milijonov let star jamski sistem nas ni preveč navdušil, morda zato, ker prihajamo iz koncev, kjer imamo kraške jame na vsakem koraku. Po dežju vedno posije sonce. Če nas je ravnodušne pustila jama, pa tega zagotovo ne moremo trditi o naši naslednji lokaciji, ki smo jo obiskali. Ustavili smo se v samostanu in so bili v 17. stoletju menihi vklesali v živo Sahalo. Pravoslavni samostan Ostrog je eden najbolj obiskanih samostanov na Balkanu. Obiskujejo ga romarji iz vsega sveta, posvečen pa je svetemu Vasiliju Ostroškemu, ki je bil tukaj pokopan. Priporočamo obisk trdnjave Stari Bar, kjer so lepo vidni deli obzidja, rimski akvadukt, občudujete lahko različne cerkve in mošeje ter palačo kralja Nikolaja. A najboljše smo si pustili za zadnji dan bivanja v Črni gori. V mojem ozadju se nahaja največje jezero na Balkanskem polotoku. Da si boste lažje predstavljali, glede na površino, bi lahko v Saharsko jezero dali več od 100 bohinjcev. Skadarsko jezero se nahaja na meji med Črno goro in Albanijo. Črnogorska stran jezera je od leta 1983 del nacionalnega parka. Na območju živi več kot 270 vrst ptičev in je zatočišče pelikanov v Evropi ter eno zadnjih sredozemskih sladkovodnih močvirij. S tem se je naša avantura bližala koncu. Na poti proti domu smo se ustavili v Arboretumu Trsteno in lizali sladoled v Zadru. Naše low budget potovanje nas je prišlo 750 €, več informacij o stroških si lahko preberete v opisu videa. Do naslednjega potovanja vas lepo pozdravljamo. Obstajajo plusi in minusi low budget potovanj. Daj mi zdaj še voziča. Ne, saj je zavezan, daj.